Torej, pozdravljeni. V svojem referatu se bom osredotočila na organizacijo službe za varstvo mater in otrok na nemškem okupacijskem območju. Podala bom nekaj osnovnih podatkov, to kot so mi pač viri omogočili. Zaenkrat ne morem podati neke globinske raziskave, kakšne statistične, posebej na koncu, ko bom omenila nezakonska rojstva, imam pa gradivo pripravljeno in sem dobila tudi dovoljenje, da ga lahko obdelam, ampak v tem trenutku mi to še ni uspelo. Tako da bom vam podala rezultate svoje raziskave do zdaj. V glavnem, svoj referat sem zasnovala na arhivskih virih in literaturi. Vir mojega raziskovalnega dela sta bila predvsem dva arhivska fonda v Arhivu Republike Slovenije, in sicer Deželni svetnik Kranj in Deželni svetnik okrožja Radovljica. Poleg tega tudi časopisje, ki je izhajalo v tistem obdobju, ki je jasno poročalo zelo v propagandnem smislu, ampak vseeno. To sta predvsem dva časopisa, Karavankenbote in pa Kärnten Jahrbuch. V svojem referatu ugotavljam, da je izenačevanje uprave zasedenih območij z avstrijskimi deželami potekalo tudi na področju javnega skrbstva, v okvir katerega je sodila skrb za mater in otroke. Cilj nemškega okupatorja je bil čimprejšnji dvig življenjskega standarda zasedenih območij in v ta namen je tudi dvignil stopnjo socialne varnosti, kar se je odražalo tudi na področju zdravstvenega zavarovanja, v okvir katerega je sodila tako imenovana porodniška pomoč in iz nje izhajajoče pravice. Tudi pri dodelovanju pomoči nosečnicam in doječim materam so se upoštevali posamezni primeri in, če citiram iz vira, dedno biološka vrednost prosilke, konec citata, torej njeno poreklo. V ta vprašanja se v referatu ta vprašanja ne bom posegala. Poleg priprave zasedenih območij na priključitev k nemškemu rajhu so tovrstni ukrepi na področju javnega skrbstva imeli tudi propagandni namen. To je pridobiti čim več prebivalcev zasedenih območij, zlasti socialno šibke sloje prebivalstva. Zdaj bi pa podala bi nekaj osnovnih podatkov za lažje razumevanje, o katerem območju bom govorila. Gorenjska z Mežiško dolino in Dravogradom je bila v upravnem pogledu vključena v takratno deželo Koroško, tako imenovan Gau Kärnten. Zanjo se je uporabljalo ime zasedena ozemlja Koroške in Kranjske in v referatu se bom osredotočila na to območje. 14. aprila leta 1941 je Hitler izdal 4 odloke, s katerimi je na Štajerskem in tudi na Gorenjskem in na Koroškem, torej južno od Saint-Germainske meje, uvedel sistem začasne civilne uprave. Predtem je bila, torej takoj po okupaciji, je bila kratek čas vojaška okupacijska uprava. Sistem začasne civilne uprave je bil podoben, kot ga je predtem uvedel v Alzaciji, Loreni in Luksemburgu. Obstajal pa naj bi toliko časa, dokler ne bi bilo ozemlje pripravljeno za priključitev k nemškemu rajhu oziroma k deželama Štajerski in Koroški. Šef civilne uprave na ozemlju, ki ga obravnavamo, je bil sprva Franz Kučera, od novembra leta 1941 dalje pa dr. Friedrich Rainer, ki je bil neposredno podrejen Hitlerju. Ker so bila v nemškem rajhu upravna območja okrožja in ne okraji, so pripravljali njihovo ustanovitev tudi v zasedenih slovenskih predelih. Upravo v novih okrožjih so vodili politični komisarji, ti so bili šefoma civilne uprave neposredno podrejeni. Nemški sistem socialnega zavarovanja je obsegal tudi zdravstveno zavarovanje,
v okvir katerega je, kot rečeno, sodila tudi tako imenovana porodniška pomoč. Do nje so bile upravičene zavarovanke, ki so bile neprekinjeno zavarovane zadnji 2 leti pred porodom. Zdaj to gre za malo, bom rekla, zapleteno formulacijo, ampak bom počasi govorila, ker sem tudi sama rabila malo dalj časa, da sem razumela. Skratka, ki so bile neprekinjeno zavarovane zadnji 2 leti pred porodom in sicer najmanj 10 mesecev, od tega v zadnjem letu pred porodom neprekinjeno najmanj 6 mesecev. In pod to formulacijo razumemo, v verih se uporablja izraz tako imenovana Wochenhilfe. Porodniška pomoč je bila zdaj lahko v obliki enkratne pomoči, lahko je bila v obliki pomoči pri rizični nosečnosti, v obliki babiške pomoči, v obliki sredstev za zdravljenje pri porodu, se pravi, če pač prišlo do kakšnih zapletov. Ampak to je bila pomoč v času za nosečnico 6 tednov po porodu, če zavarovanka torej ni odšla potem, ko se je vrnila domov na delo. Če pa porodnica po porodu morala na delo, se pravi, da je delala proti plačilu, pa je bila vseeno upravičena do prejemanja porodniške pomoči, ampak samo v polovičnem znesku. V okvir porodniške pomoči je sodil tudi tako imenovan prispevek za čas dojenja, se pravi pomoč materi, ki doji. Zakonodaja se je na tem področju dopolnjevala. Hvala. Po razglasu vodje socialno-zavarovalne blagajne z dne 15. aprila leta 1942 so glede porodniške pomoči stopile v veljavo nove določbe, ki so predvidevale višje zneske. Kaj je zdaj to v praksi pomenilo? Tukaj sem pač dala primere. V praksi je to pomenilo, da je zavarovanka s tedensko mezdo 28 Reichsmark prejemala 210 Reichsmark porodne podpore namesto dotedanjih 168 in 126 Reichsmark dojnine, to je, kot sem rekla, podpore doječim materam, namesto dotedanjih 42. Poleg tega je dobila tudi 20 Reichsmark namesto dotedanjih 10, kot enkratni prispevek k porodnim stroškom. Potrebna zdravniška in babiška pomoč sta bili sicer brezplačni, a so se stroški krili iz zdravstvene blagajne. Glede plačila babiške pomoči je odredba z dne 10. julija 1942 določala, da se mora iz zdravstvene blagajne pri dokončanem porodu, se pravi ne glede na to, kako je potekal, plačati babicam 32 Reichsmark, pri porodu dvojčkov 36, pri rojstvu večjih otrok, se pravi, tudi to se je dogajalo, pa 40. Za pomoč pri neuspelem porodu pa 13,5 Reichsmark. Babica je bila upravičena tudi do plačila potnih stroškov za oddaljenost več kot 2 kilometra, so potni stroški znašali 21,5 Reichsmark na kilometer. Finančno pomoč pri dojenju so oblasti smatrale, če v bistvu citiram, kot najpomembnejši ukrep za pospeševanje dojenja, ki je bila najpomembnejša naloga proti umrljivosti dojenčkov. V ospredju tovrstnega ukrepa pa naj bi bila bolj kot ekonomski moment, če rečem, vzgoja naroda, v tem nacističnem smislu, zaradi česar naj bi ta ukrep zajel čim več mater, ki so bile upravičene do pomoči ob dojenju. V primeru, da je mati dojila dvojčka, je pripadala toliko večja dojnina, torej tako imenovana Stillgeld. Dojnina je pripadala tudi materi, ki je otroka sicer dojila, ampak je morala zaradi pomanjkanja mleka otroku dodajati tudi umetno mleko. Prejemanje bolniške, bivanje matere v bolnišnici ali v domu za otročnice, torej to ni bila ovira za prejemanje dojnine. Seveda pa je bilo potrebno dojenje dokazati
s predložitvijo dokazila o dojenju bolniški blagajni. Namesto potrdila je bila mogoča tudi izjava verodostojne osebe. V praksi sodeč po virih so bila določila o dodeljevanju pomoči doječim materam oblastem na nižjem nivoju pogostokrat neznana. Tako so bila na koroškega Reichsstatthalterja, ki je bil na čelu pač upravnih okrožij, naslovljena različna vprašanja v zvezi s tem, iz česar se da sklepati, da so določila o dodeljevanju pomoči doječim materam nižjim oblastem v okrožjih pač bila premalo znana in v praksi dejansko ni potekalo tako tekoče, kot je bila zastavljena teorija. Oblika vsebinskega izenačevanja uprave slovenskih zasedenih območij z upravo v sosednjih avstrijskih pokrajinah je bila tudi nacionalsocialistične Volkswohlfahrt, torej skratica NSV. To bi lahko prevedli kot nacionalsocialistično narodno-socialno skrbstvo. Ustanovili so jo nacionalsocialisti aprila leta 1932 kot registrirano zvezo. V maju leta 1933, torej samo nekaj mesecev po prevzemu nacistične oblasti, so to organizacijo povzdignili v organizacijo, ki je bila v okviru nacistične stranke. Njen sedež je bil v Berlinu. Struktura te organizacije je bila podobna kot struktura nacistične stranke. Bila je pristojna organizacija nacistične stranke za vsa vprašanja socialnega skrbstva in oskrbe. Njena pomožna organizacija je bila Mati in otrok in NSV je nemški okupator po okupaciji slovenskih območij prikazoval kot eno od organizacij, ki udejanjajo pravičnost v nacionalsocialistični državi in njene dejavnosti razširil tudi v svojem okupacijskem območju, skratka vse v te propagandne namene. V letu 1942 je imela NSV na območju Gaukerenten preko 200 pomožnih postaj Mati in otrok. To je v praksi pomenilo, da je imela vsaka koroška družina, ki ni imela, citiram, dednih bolezni, možnost, da je preko pomožnih postaj dobivala pomoč. Pomožne postaje naj bi bile, če citiram, vir čuvaj ljudskega zdravja in glede na to naj bi imele z političnega in biološkega stališča najvišji pomen. Se pravi, to lahko zasledimo takšne formulacije v virih. V okrožju krajine je bilo na primer oblikovanih 33 podružnic Mati in otrok. Tedensko so se vršile v vsakem uradu posvetovanja, katera naj bi do septembra 1942 obiskalo preko 4000 mater. Dovoljenih je bilo 1709 podpor, obdarovanih preko 9000 oseb. V začetku julija leta 1941 so na primer v Tržiču poročali o velikem delu organizacije na področju socialnega skrbstva, ki naj bi oskrbovalo 2000 oseb iz Tržiča in 500 oseb iz okolice živili. Zdaj visoko število tako imenovanih oskrbovancev kaže na to, da je nemški okupator verjetno vse prejemnike živilskih kart štel med oskrbovance te organizacije. NSV je svoje delo tudi preko dnevnega časopisja ocenjevala kot zelo uspešno. Sodelavke in sodelavci, imenovani častni pomočniki v novo pridobljenih območjih, je organizacija izšolala. Šolanja so večinoma potekala s pomočjo tolmača. Omenjeno delo naj bi bilo v okrožju Kranj, kot poroča časopis, uspešno. Upoštevajoč podatke, ki jih je navajal časopis Karavanken Bote, naj bi imelo okrožje Kranj po leti 1942 16500 NSV članov, to je 21,4% prebivalcev, kar je seveda pač treba zadržko vzeti, ampak žal nisem imela drugih virov. NSV je s pomočjo dnevnega časopisa predstavljala odziv na svoje aktivnosti kot množičen. Tako je recimo označila obisk mater z otroki v NSV podružnici v Preddvoru kot, citiram, preseljevanje mater in otrok, ki so hiteli k prvemu zdravniškemu posvetu.
Posveta naj bi se udeležilo preko 200 mater z otroki. Po poročanju časopisja je zaradi velikega števila udeleženk, skratka niso prišle vse na vrsto, se pravi njihovi otroci niso prišli na vrsto za pregled. Pregledanih naj bi bilo 105 malih otrok in 28 dojenčkov. Zdravnik je pri številnih otrocih ugotovil podhranjenost in veliko je bilo tudi različnih bolezni. Redni tovrstni posveti naj bi zmanjšali tovrstne težave. Zdaj, če pomislimo na številne žrtve nemškega okupatorja in osebe, ki niso sodile v okvir nacističnih pojmovanj človeka, bi težko pritrdili zgornji trditvi. Nacistična socialno-skrbstvena organizacija NSV je bila dejavna tudi na Spodnjem Štajerskem. Kot primer recimo vzemimo okraj Šmarje pri Jelšah, ki je veljalo za socialno šibkejše in zato je politični komisar uvedel socialno pomoč in sicer večinoma preko NSV. Že aprila leta 1941 je nudila pomoč čez 3000 družinam z 9841 osebami. Razdelila naj bi 65 ton živil, okoli 1000 kosov otroškega perila, 400 kosov perila za odrasle, 120 kosov obleke, 15 parov čevljev. Uredila 12 postaj za pomoč nosečnicam in materam z otroki ter 4 otroške vrtce. Na zdravstvenem področju je v tem okrožju oziroma v kraju delovalo 15 zdravnikov, 2 zobozdravnika in 8 babic. Vsebinsko izenačevanje uprave v zasedenih območjih z upravo v sosednjih avstrijskih pokrajinah je zajelo tudi mladinsko skrbstvo. Aprila leta 1943 je bila v uradnem listu Verordnungs- und Amtsblatt šefa civilne uprave objavljena odredba o uvedbi predpisov s področja mladinskega skrbstva oziroma zaščite na zasedenih območjih Koroške in Kranjske. Zdaj, vzgoja v nacionalsocialističnem duhu je bila namenjena tudi najmlajšim nemškim okupatorjem in s ciljem popolnega ponemčenja slovenskega prebivalstva ukinil slovenske otroške vrtce in šole ter ustanavljal le nemške otroške vrtce, v šolah uvajajo jasno pouk v nemščini. Za otroke stare od 2 do 6 let je NSV organizirala otroške vrtce, na Koroškem je recimo bilo 250 takšnih vrtcev. Obstajali so pa tudi tako imenovani žetveni otroški vrtci. Namreč žetveni zato, ker so delovali v času žetve, ko so morali pač starši delati na polju in pri delih v zvezih z njo. Jaz bi še omenila, da so otroci med 6 in 10 letom starosti bili vključeni v otroške skupine Deutschen Frauenwerk, ki so tudi prav tako bile sredstvo za ponočevanje najmlajših. Otroci so se enkrat tedensko družili v omenjenih skupinah, se učili nemških pesmi, se ukvarjali s športom, izdelovali različne izdelke iz lesa. NSV je nudila pomoč tudi pri vzgojno problematičnih otrocih. Za to je bila zadolžena Jugendhilfe, torej mladinska pomoč, ki je delovala v tesni zvezi z državnimi uradi. Skrbela je za otroke do 14 leta starosti, s katerimi so starši imeli vzgojne težave in v glavnem so bili zaradi neurejenih družinskih razmer nastanjeni pri rejnikih ali pa v mladinskih domovih. Zdaj bi pa samo še par besed o nezakonskih rojstvih, kolikor imam časa. Jasno, število nezakonskih rojstev, kot smo slišali, se v vojnih razmerah poveča. Okupacijska oblast je vodila zelo strog nadzor z namenom ugotovitve porekla staršev in iz te izhajajoče pravice. Širjenjem nemškega rajha se je namreč zaposlilo vedno več tujih delovnih moči, s tem je naraščalo število nezakonskih rojstev, katerih starši so bili v verih se uporablja izraz tujerodni. Nacistična oblast je želela imeti pregled nad temi rojstvi. Za omenjeni pregled je bil pooblaščen Državni odbor za ljudsko zdravstveno službo v Berlinu. Nadzor je zajemal vse nezakonske otroke, torej teh tujerodnih staršev,
ki niso imeli nemškega, niso bili nemški državljani. Zdaj, nezakonska rojstva, torej posledice nezakonskih rojstev so bili tudi vpoklici v nemško vojsko. Mnogi pripadniki nemške vojske so padli, pa so bili pogrešani in so jasno pustili za seboj nezakonske otroke. Enako velja tudi za tiste, ki so se pridružili partizanskemu gibanju ali pa so bili mobilizirani od partizanskega gibanja. Skratka, v primeru, da je oče nezakonskega otroka padel ali bil pogrešan kot pripadnik nemške vojske, je bil otrok upravičen do otroškega dodatka, če je bilo očetovstvo potrjeno. Če je otrok živel v njegovem gospodinjstvu ali če je bilo moč dokazati, da je za njega v celoti skrbel na kakšen drug način oziroma je plačeval preživnino. Zdaj, v bistvu nekateri očetje so delali v Rajhu, torej niso bili mobiliziranci in jih je bilo potrebno poiskati, da so plačevali preživnino, tako da tudi ta služba je bila zelo ekspeditivna in so pač prihajali do očetov. Se pravi, kljub vojnim razmeram so bili očetje dolžni plačevati svoje obveznosti. Tako da, hvala. Hvala.